Sloveniji se premalo zavedamo, da zakonodaja varstva potrošnikov se sprejema v Bruslju, da gre približno že za 90% te zakonodaje, ki dejansko ureja vsakodnevno življenje ljudi. In da bi morali posamezniki se ustrezno vključevati v te razprave, nimamo ustreznega niti foruma, niti sveta, niti posvetovalnih poti. Mi seveda kot nevladna potrošniška organizacija sodelujemo z Bruslom že skoraj 20 let, ampak če bi pa želeli, da se interesi naših ljudi ustrezno artikulirajo, bi pa seveda morali imeti takšna aktivna posvetovanja takrat, ko so dokumenti v razpravi, zato da jih potem predstavniki naše vlade uveljavljajo v Bruslu. Konkreten primer je recimo prehranski semaforček, ki z barvami rdeče, rumeno, zeleno označuje količino sladkorja, soli in maščob na prehranskem izdelku ali pa živilu, ki so ga Britanci uvedli kot prostovoljen sistem že leta 2006. Zdaj je pa prehranska industrija s Ferrerom na čelu začela postopke v okviru Evropske unije, da se prostovoljno označevanje prehranskih izdelkov s semaforčkom prepovečeš, da zavaja potrošnike. Dejstvo pa je, da imamo tako v Sloveniji kot v ostalih državah Evropske unije problem prekmerne teže ne samo odraslih, ampak tudi otrok, in da zato seveda želimo, da prehranski semaforček ostane. In ko je bilo v Bruslu glasovanje o tem, ali se začnejo kakšni postopki proti prehranskemu semaforčku ali pa naj prostovoljni sistem v Veliki Britaniji ostane, je v imenu naše vlade kmetijsko ministrstvo glasovalo za to, da se ga umakne. To se pravi, da je dobila v Sloveniji prioriteta, da je dobil interes prehrambene industrije na račun potrošnikov. Čeprav recimo Zveza potrošnikov Slovenije zdaj pripravlja, dokončuje mobilno aplikacijo na temo prehranskega semaforčka, ki ga je podprlo Ministrstvo za zdravje. To se pravi, Ministrstvo za zdravje ni dobilo ustreznega glasu takrat, ko bi morala Slovenija oblikovati svoje stališče, da o tem, kaj o tem mislimo potrošniki, sploh ne govorim, nihče nas nič ni vprašal, čeprav je večinsko mnenje potrošnikov v naši anketi, ki smo jo opravili, mednarodno bilo v korist takega semaforčka. Ali je ta semaforček v Sloveniji sploh zaživel? Ta semaforček je zaživel na posebni spletni strani Veška Jež, ki je zelo dobro obiskana. Naredili smo tudi posebno zloženko oziroma tako izkaznico v barvah, kjer označujemo priporočene količine sladkorja, soli in maščob oziroma presežene te količine. Da bi pa zaživel kot nekaj obveznega, pa seveda do tega pa še zelo veliko manjka. Tudi prehrambna industrija v Sloveniji tega ni podprla, za razliko od prehrambne industrije, ki prodaja v Veliki Britaniji, čeprav gre za multinacionalke, je zanimivo, da so v Veliki Britaniji, kjer so potrošniki bolj zahtevni in močni, da je ta pristop dobil svojo podporo in zdaj namesto, da bi pogledali, kako ga razvijati naprej, na evropski ravni smo pa potrošniške organizacije v okviru Evropske potrošniške organizacije BEUK lobirale za to, da to postane del obveznega predpisa, ki pa žal ni bil sprejet. Kaj mislite, da bi lahko vlada naredila, da pride glas potrošnikov do izraza? Ja, za razliko od sedanjega stanja, ko je nehala podpirati zelo učinkovito nevladno potrošniško organizacijo, bi morali razumeti, da tu ne gre samo za interese potrošnikov, ampak da je varstvo potrošnikov večplastna zadeva, da gre za številne vsakodnevne probleme ljudi, s katerimi bi se morala ukvarjati, da gre nenazadnje tudi, če bi pogledali malo bolj makroekonomsko, za zelo pomembne mehanizme,
preverjanja konkurenčnosti in kakovosti, povezavi z zdravjem in kakovostjo življenja seveda. In kje pa smo glede konkurenčnosti pa kakovosti, se pa vidi, če pogledamo, v kakšni situaciji zdaj smo kot gospodarstvo, to velika kriza, če bi imeli višjo kakovost, če bi razumeli pošteno konkurenco, potem seveda številni problemi, s katerimi se danes srečujemo, jih sploh ne bi bilo in potem seveda bi tudi razumevanje varstva potrošnikov ne bilo nekaj, kar daš potrošnikov, tako kot otročku daš bombonček, pa da zgine stran, ne? Ampak bi razumeli, da je to nekaj, kar potrebujemo vsi, zato, da bomo imeli boljšo kakovost, da bomo bolj razmišljali o tem, kako živimo in nazadnje tudi bolj konkurenčno gospodarstvo. Samo še eno vprašanje, zdaj to ni nujno, da dava noter. Zanima me, zdaj trenutno potekajo EU, USA trgovinski pogovori in tukaj Evropska unija zelo poudarja, da želijo ohraniti ta merila, ki so strožja kot v Združenih državah. Imate kakšen vpliv na to? Jaz sem članica steering komitija oziroma steering komitija Transatlantic Consumer Dialoga, to je v bistvu dialog evropskih potrošniških organizacij in ameriških potrošniških organizacij. Skupaj že 12 leto ta dialog poteka, na drugi strani sta pa Federal Trade Commission pa Evropska komisija. TTIP, ta sporazum je zdaj naša glavna prioriteta, o njem smo se pogovarjali tudi oktobra na rednem letnem sestanku, intenzivno delamo na njem. Imate kaj vpliva? Imamo, zanimivo, da imamo določen vpliv kot Transatlantic Consumer Dialog, to se pravi preko oceanski dialog in kot Evropska potrošniška organizacija. Imamo vpliv zaradi tega, ker smo prišli zdaj tudi v skupino, ki se pogovarja v imenu civilne družbe o tem, katere teme so primerne za TTIP, kaj ni primerno, recimo na področju finančnih storitev je naše stališče, da to ne more biti tema TTIP-a v nobenem primeru, zaradi tega, ker govori se o tem, kako bi pravzaprav poenostavljali postopke, sisteme nadzora, ampak to ne more biti stvar trgovinskega sporazuma. To je stvar zakonodaje, ne pa trgovinskih sporazumov. Hvala lepa za enkrat. Ja, super.